Pozdravljene, spoštovane prijateljice in prijatelji Deklice z rastočo knjigo. Posebej je med nami pozdravim predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Mitjo Bervarja, saj je Državni svet tudi častni pokrovitelj projekta. Poseben pozdrav gre tudi članom upravnega odbora društva, akademiku profesorju dr. Tadeju Bajdu, predsedniku Slovenske akademije znanosti in umetnosti magistru Igorju Teršarju, direktorju Javnega sklada za kulturne dejavnosti gospodu Alešu Novaku, direktorju Javne agencije za knjigo Republike Slovenije gospodu Ivu Svetini, predsedniku Društva slovenskih pisateljev in seveda vsem vam, ki imate radi knjigo in kulturo. V posebno čast nam je, da je med nami idejni oče projekta Deklice z rastočo knjigo, dr. Janez Gabrijelčič. Lep pozdrav seveda tudi vsem tistim, ki ste organizacijsko ali sponzorsko kakorkoli prispevali k organizaciji današnjega dogodka ob 12. obletnici Deklice z rastočo knjigo in razkritju novega, že 9. lista rastoče knjige. Med nami pozdravljam tudi delegacijo Republike Azerbajdžan, s katero bomo od danes kulturno tesneje povezani, saj bo kipec slavnega pesnika Ganđavija obogatil Ljubljanski park kulture in literature. V veliko veselje nam je, da nas bo s kratkim nagovorom pozdravil dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče projekta Rastoča knjiga. Spoštovani, naj moj nagovor pričnem s prvo kitico pesmice Rastoča knjiga Toneta Pavčka, saj nazorno in zgoščeno pove, kaj ta zamisel je. Rastoča knjiga je več kot knjiga, je skrinja narodne zaveze, je duh, ki se nad časom dviga, je zvezda stalnica, ljubezen. Rastoča knjiga je torej pogled nazaj in pogled naprej. Je vizija in udejanjene vizije sožitja, kako povezati 2 milijona Slovencev in naših državljanov, kljub razlikam med njimi, je izraz ljubezni do knjige, do svojega jezika, do slovenstva in tudi širše. Rastoča knjiga je eno samo spodbujanje k dobremu, boljšemu, najboljšemu za posameznika in družbo. Porejena je iz iskrene želje, da bi šlo nam državljanom nenehno na bolje. To pa ni mogoče, če vsak dan ne povečujemo znanja o tem, kako uresničevati osebni, skupinski, organizacijski in družbeni razvoj, kako naše ljudi izobraziti v pokončne osebnosti in umne državljane. Naš pisatelj Slavko Pregl nam v Rastoči knjigi, ki je vklesana v granit in ki je pred nami, govori: v knjigah so doma zakladi sveta, zato sta knjiga in bralec najžlahtnejši par. Tudi zato, in ker nas je v preteklosti na različne načine povezovala ter bogatila, smo se Slovenci odločili, da na poseben način častimo knjigo in ji postavimo tudi inovativni spomenik, ki bo nenehno rastel. Pri tem nam pomagajo mnogi posamezniki, spoštovane ustanove, Državni svet Republike Slovenije, SAZU, MOL, NUK, Javni sklad Republike Slovenije za kulturo ter cenjena podjetja, kot so Krka, Bauhaus, Adria Mobil, Gorenje ali TPV. K vsemu temu nas simbolično spodbuja
naša deklica z rastočo knjigo s svojim motivacijskim sporočilom. Naj ne mine dan, da ne bi naredil česa dobrega zase, za družino, za ožjo in širšo skupnost ter drugimi modrostmi. Uči nas, da moramo uresničevati misel velikega Tolstoja. Življenjski cilj vsakega posameznika je napredovati v dobrem. To še posebej velja za našo Slovenijo. Zato je rastoča knjiga odgovorno delo, s katerim želimo pomagati pri viziji in gradnji posebnega slovenskega modela razvoja. Ni lahko, vendar je potrebno in se splača. Smo številčno majhen narod, ki pa je dal svetu že veliko dobrega na vseh področjih človekovega delovanja. Ko smo v okviru rastoče knjigi z velikimi razstavami po Evropi prikazovali našo bogato kulturno in znanstveno dediščino, je bilo največkrat izraženo mnenje obiskovalcev naslednje. Pa saj doslej nismo vedeli, da ste imeli toliko pomembnih ljudi v znanosti, kulturi in umetnosti, da imate toliko znamenitih literarnih in znanstvenih knjig. Večati moramo torej samozavest in delati na naši razpoznavnosti. Tudi z idejo in akcijo, da gradimo združene rastoče knjige sveta, s katerimi skušamo prispevati k zmanjšanju velikih nasprotij v svetu in pokazati, koliko ljubezni, koliko lepega in dobrega je napisanega v knjigah, prav pri vseh narodih in državah sveta. Deklica z rastočo knjigo ne bere torej samo naše knjige. Bere tudi Tolstoja, Ibsena, Gandija, Kalevalo, Yeatsa in seje misli o nujnosti medsebojnega aktivnega povezovanja, sodelovanja, sožitja. Zato ima čedalje več obiskovalcev, domačih in tujih, ki postajajo podporniki, zagovorniki njenih idej ter dejanj. Naj bo to njeno razmišljanje in delovanje ter prijetno ter pozitivno ozračje, ki ga širi okolje, še dolgo prisotno med nami, našimi sosedi in prijatelji po svetu. Tudi z mislijo Saše Vegri še vedno rastem iz večnih bokov zdrave zemlje. Hvala. Dovolite, da k besedi povabim današnjega osrednjega slavnostnega govorca, gospoda Mitjo Bervarja, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Dovolite mi, spoštovane prijateljice in prijatelji rastoče knjige, da najprej pozdravim nekaj pomembnih ljudi, ki so se danes zbrali tukaj z nami in v bistvu tudi vse vas. Torej, lep pozdrav članom društva in podpornikom rastoče knjige, ki že vsa leta čutimo in razmišljamo v smislu rastoče deklice. Prav tako lep pozdrav spoštovanemu predsedniku Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademiku profesorju dr. Tadeju Bajtu. Lep pozdrav tudi podpredsedniku Državnega sveta Branku Šumenjaku in državnemu svetniku Rudiju Matjašiču. Lep pozdrav spoštovanemu podžupanu Mestne občine Ljubljana, gospodu Alešu Čerinu, spoštovanemu idejnemu očetu projekta dr. Janezu Gabrielčiču. Lep pozdrav tudi vsem ostalim članom upravnega odbora, gospodu Novaku, ki je tukaj prisoten, cenjenim sponzorjem, nastopajočim, predvsem vam, dragi otroci, obiskovalcem vseh generacij, ki spoštujete knjigo in njeno zapisano besedo. Posebej naj danes pozdravim med nami tudi naše goste, delegacijo iz Azerbejdžana, na čelu z gospodom Agalarjem Velijevim, veleposlanikom Galipom Israfilovim, častnim konzulem Elnujem Alahverdijevim in županu mesta Gandža, gospodu Elmarju Velijevu, saj je v bistvu v okviru letošnjega dogodka bomo tudi razkrili kip znamenitemu pesniku Gandžaviju, ki bo danes dobil v Parku literature in umetnosti posebno mesto. Zakaj je to tudi pomembno? Kajti prav Gandžijevi umetnik prihaja prav iz mesta Gandža in to je v bistvu tudi na nek način doprinos temu našemu današnjemu dogodku. Dovolite mi torej, da vas pozdravim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma našega parlamenta. Državni svet je že od samega začetka častni pokrovitelj tega lepega projekta,
ki v letošnjem letu praznuje 16 let uspešnega dela. Ideja o pomniku nacionalne odličnosti in tudi mednarodnega sodelovanja na podlagi književnosti in jezika je vzniknila na prelomu iz 20. v 21. stoletje. In čeprav se je morda sprva zdelo, da je to le še ena od idej v poplavi vsemogočih zamisli, je pomnik deklice z rastočo knjigo in celoten koncept rastoče knjige doživel topel sprejem in ima številne sledilce med mlajšimi in starejšimi generacijami. Seveda se gre zahvaliti vsem entuziastom in podpornikom in graditeljem projekta, seveda na čelu z dr. Gabrielčičem. Zahvala gre tudi seveda številnim zavzetim učiteljem in mentorjem, knjižničarjem in kulturnim delavcem ter vam, dragi otroci, ki so v svoji ideji prepoznali izziv in jo vključujejo med svoje vzgojno-izobraževalne projekte. Posebna zahvala tudi današnjemu sedanjemu predsedniku društva, akademiku dr. Boštjanu Žekšu, ki se nam je nažalost danes moral opravičiti. Posebej naj med nami pozdravim učence in učitelje ter ravnatelja osnovne šole Stična, ki so pripravili današnji kulturni program in so tudi sami že 3. leto vključeni v omenjeni projekt. Eden od ciljev projekta je namreč pomagati pri oblikovanju kulturnih, široko razgledanih osebnosti, pokončnih posameznikov, ki se bodo s spoštovanjem do preteklosti in zavedanjem sedanjosti znali spopasti z izzivi prihodnosti. Zato pa potrebujemo znanje, ki ga simbolizira knjiga. A znanje samo po sebi ni dovoljšni temelj lepe prihodnosti, če ga ne vodijo prave vrednote. Znanje lahko tudi zlorabljamo, če ga uporabljamo za napačne cilje. Tudi letošnja misel slovenske pesnice Saše Vegri je zelo globoka in izraža zapleteno pot človekovega življenja od korenin do zrelosti. Takšna je tudi pot naroda. Naše korenine so morda bolj kot pri katerem drugem narodu skrivajo v jeziku. Zato si knjiga, jezik, beseda, glasba zagotovo zaslužijo svoj pomnik v naši nacionalni prestolnici Ljubljani. S pridobitvijo lastne države, katere 25. obletnico obeležujemo letos, so bili vzpostavljeni še zadnji pogoji, da lahko v sodelovanju z drugimi narodi hitreje rastemo, kot je bilo to v preteklosti, ko smo bili pogosto zatirani, omejevani in celo obsojeni na propad. Tako z rastočo knjigo poudarjamo in sporočamo, da hočemo biti narod znanja, kulture in odličnosti. Narod rasti. Ti poudarki so izjemnega pomena, kajti ni večje nevarnosti, kot sta povprečnost in neznanje. Spoštovane prijateljice in prijatelji rastoče knjige, dragi obiskovalci vseh generacij, spoštovani gosti iz Azerbajdžana. Ob zaključku naj poudarim, da je projekt Rastoča knjiga svetel vzgled dobrega sodelovanja civilne družbe, inštitucij na lokalni in državni ravni, pa tudi mednarodnega sodelovanja. Projekt verjamemo in Državni svet bo Rastoči knjigi stal ob strani tudi bodoče. Srečno rastoči deklici! Kje bom zdaj sanjal žamet, zdaj ko sonce vzel je mrk, zvezde v nebo pošljejo temo, tam je moje ime. Kje si zdaj ti, princeska, tukaj sem, čakam te, voda nese me v koncu ulice, tam je moje ime. Ko zaspal bom, sneg me bo pokril, ne bo mi žal, zunaj je mraz, vem, da je v sanjah moj
noče več v sanjah žamet, ne zakriva mi oči, v vetru ni sledi, tiho se izgubi, zdaj še moje ime. Ko zaspal bom, sneg me bo pokril, ne bo mi žal, zunaj je mraz. Vem, da je v sanjah moč, da se zbudim v njen pogled. Mesec nariše ji solze oči, še vidim jih. Vem, da je v sanjah moč, da se zbudim v njen pogled. Mesec nariše ji solze oči, še vidim jih. Kje bom zdaj sanjal žamet? Hvala lepa. Naj vam za začetek na kratko predstavim našo šolo, ki se nahaja na Dolenjskem. Sicer ne med obilico vinorodnih gričev, po čemer je ta del Slovenije poznan, ampak v družbi pomembnih kulturnih mejnikov, ljudi, zgodovinskih in geografskih danosti. Naj omenim Stiški samostan s stiškimi rokopisi iz 15. stoletja, znamenito Stiško gimnazijo, Josipa Jurčiča z Muljave, izvir reke Krke, srednjeveško Višnjo goro in še veliko drugih. Je ena izmed največjih šol v Sloveniji po številu učencev in podružnic. Matično šolo in vseh 6 podružnic v letošnjem šolskem letu obiskuje 1130 učencev. Učenci se poleg rednega obiskovanja pouka in učenja vključujemo v mnoge projekte na različnih nivojih, med katerimi je tudi projekt Rastoča knjiga. Vsakega obiskovalca, ki vstopi skozi glavni vhod matične šole, najprej pozdravi ne le deklica z rastočo knjigo, temveč kar cela družina z rastočo knjigo, družbo pa jim vsako leto dela vedno več knjig. Prevod Jurčičeve kozlovske sodbe v več tujih jezikov, Prijetno domače za male sanjače je zbirka pesmi učiteljice za matematiko o krajih naše občine, Drugačne skice so zbirka risb in pesmi učiteljice za matematiko o krajih naše občine, Drugačne skice in pesmi so zbirka risb in pesmi učencev z dodatno strokovno pomočjo. Poleg publikacij za posamezno šolsko leto pa se ob naši družini najdejo tudi publikacije Predstavljamo se ter podružnična šola za Gradec ob odprtju nove šole, raziskovalne naloge in še mnoge druge. Pravijo, da zgledi vlečejo in mi imamo res dober zgled že v našem gospodu ravnatelju, ki je tudi literarno dejaven, saj je izdal kratko zgodbe z razglednic, knjigo, kjer je zbral veliko razglednic z naše okolice ter predstavil kratko zgodovino teh krajev. Veliko časa, energije, dela in volje posvečamo branju, saj se zavedamo, da brez branja in pisanja ne bomo prav daleč prišli. Še Tone Pavček, kot je zapisal v pesmi z naslovom Ste radi hodili v šolo? Le te ni najbolj ljubil, vendar je na koncu ugotovil, da brez nje ne bi mogel napisati nobene pesmi. Da nas boste lažje spoznali in da skupaj spodbudimo rast družine z rastočo knjigo, smo za vas pripravili krajši program z dogajanjem na naši šoli. Bina štampe žmavc, kje nastane pesem.
Pesem se naredi na konici nosu, v ušesu, v dežju, na travi, na sprehodu in na zabavi, na srcu, v očeh in v glavi. Pesem se lahko kjerkoli pojavi in začne rasti kot plevel, ki ga ne moreš izruvati, ker je vsak dan bolj devel. Ta plevel je posebna čarovnija, zaliva ga pesnikova domišljija, dokler nekega dne ne poči. Takrat je pesem odrasla in zrela in pesnik od veselja poskoči. Naš cenjeni Josip Jurčič je pričel hoditi v šolo na Krko. Obiskoval jo je v letih 1851 do 1855. Učil jih je stari učitelj Harduna, kot so ga imenovali otroci, seveda kadar jih ni slišal. Prvo leto mu šola ni bila preveč všeč. Za Joška in njegovega vrstnika Matička je bil zanimivejši gost, skozi katerega sta hodila v šolo. Saj je bil poln zanimivosti, ptičkov in njihovih gnezd, martinčkov, zelencev, polhov, polžev. V šoli sta namesto črk na tablice, ki so jih imeli namesto zvezkov, raje risala ptičke, hišice, možičke. Kadar se je približal Harduna, je bil potreben le potek z rokavom in vse je bilo izbrisano. Ko so drugi glasno brali molitvice iz bukvic, je Jožek poslušal in si vse zapomnil na pamet. Po enem letu šole so komisijsko ugotavljali, koliko se je naučil. Komisija so bili oče, ki je bil sam sicer nepismen, ded, ki je bil pismen in zelo razgledan, in 2 leti starejša sestra. Jožku je šlo branje odlično, ker je tisto stran znal na pamet. Vendar nesreča nikoli ne počiva. Sestra je opazila, da črk sploh ne gleda in tudi knjigo je držal narobe. Seveda je to povedala tudi ostalim. Oče je rekel, dobro, za pastirja ne rabiš niti pisanja, niti čitanja. S tem pa se ni strinjal ded in je s svojo trmo dosegel sklep, da ga bosta on sam in sestra naučila brati in pisati in da bo šel potem ponovno v šolo. Drugo jesen je šel ponovno v šolo na Krko. Opustil je proučevanje gozdnih zanimivosti, se posvetil učenju in postal odličnjak, tako na Krki kot kasneje v Višnji Gori in Ljubljani.
nekaj posebnega. Ta lahko zaigra vse valčke, polke, pa tudi poskočence. Naj že srbijo pete. Kragulčki iz Lončka so enkrat kraljico že pripeljali k meni. Ampak s tole ragljo bo postala moja plesalka za zmeri. Ki ste ga vadili za letni cesarski ples. Se res. Od kje pa prihaja? Prihaja iz kraljevega svinjaka. Kaj? Svinskim pastirjem noče imeti nobenega opravka več. Pa se to je vaš najljubši valček. Ni šans. Vsakršno pogajanje s svinskim pastirjem odločno zavračam. Zavračam. Letlična, mi ga vprašam, kako stane ti stara. Ja, pejt. No, gremo že. Koliko stane tistale regla? Tamle, ja, ta. 100 poljubov od kraljice. Si ti si nor! Kako je to pa meni dobič? Vaša visokost! Kako naj vam to povem? No, povej že! Zahteva 100 poljubov od vas! Nezaslišano! Škandalozno! Grozno! Za eno neumno ragljo, ki igra en sam neumen valček. Hoče 100 poljubov! Mešanje. V bistvu igra vse valčke, ki so zapisani v tej zgodovini. Vse? Kadarkoli. Ja, ne, zavračam. Zavračam. V bistvu prav 10 poljubov lahko dobi od mene, preostale pa od mojih dvornikov. Radi storimo. Če ga lahko poljubljam jaz, ga boste lahko tudi ve. Pomislite na to, da vam dajem za jest, pa še plačo. Ja. No, gremo že. No, pejte. Kaj čakate? Nimamo celega dneva. Pa ti tudi. No, pastir, prišle smo se poljubljati. Kaj? 100 poljubov hočem od kraljice, če ne bo živ vsak svoje. Obstopite me. Ja.
pri svinjskem plevu? 66. 99! Hoj! Svinjski pastir, izgon! Obadva sta izgnana iz mojega kraljestva. Ampak očka, se jaz sem tvoja hčerka! Od danes naprej ni v mojem gradu nobene hčeri več. Ampak očka! Kaj ne pa zdaj naredim? Nič nimam, sem to neumno radio. Jaz bom skrbel za vas. Peljimo smo v svoj dom in se poročim z vami. Kaj? Poročiš? Z mano? Kako lahko misliš, da bi se jaz, kraljica, poročila z navadnim svinjskim pastirjem? O, tako torej. Popolnega neznanca si poljubila za navadno igračo. Iskreno ljubezen pa si zavrnila. Domišljavka najhujše vrste si. Le kako si drzneš v takem tonu govoriti z mano? Si sem vendar kraljična. Nič več. O, sej ste princ. Ja, princem. Svinjski pastir sem bil jaz zato, da bi pridobil tvoje srce. Ja, no, če ste pa prince, pa to potem čisto druga O, pesem. ne, tvoje srce bo zavedno ostalo hladno. Ampak ne morete me kar pustiti s to ragljo v rokah. Z Bogom. O, ki ljubi Avgustin, 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 o, ti ljubi Avgustin, Avgustin. Josip Jurčič, spomini na deda. Zakrpana Višnja gora, raztrgani Žužemberk. Imel sem deda, 77 let starega. Sedeli so vso božjo zimo za pečjo, z roko so podpirali pipico z 9 orli, kajti zob niso več imeli, da bi jim bila pipica sama v ustih stala. Pa pripovedovali so ven in ven, kaj se v tem in tem kraju od njega dni pripoveduje, kaj so sami doživeli in kaj se je v starih časih godilo. Že od nekdaj in po vsem svetu imajo starčki navado, da pripovedujejo, kako je v prejšnjih časih, v časih, ko so bili še oni mladi, bilo grozno dobro na svetu. Tako so tudi moj ded rekli. Kaj menite vi, mladi, njega dni, je bilo dobro? Čeprav je zdaj tlaka in desetina proč, pa vendar bolj stradate in se trpinčite, ko smo se njega dni mi, ko je bila pšenica po 14 grošev, oves pa po 3. Zlasti so radi pripovedovali pravljice in pripovedke. O tem jih ni nihče presegel v celi soseski. Imeli so pri vsem tem še, kakor baje vsi stari ljudje, lepo navado, da so eno in isto reč večkrat povedali. Celo, ako jih je kdo pomnil, da so to že pravili, ni jih to spravilo iz kolesnic, ampak hočeš nočeš, moraš poslušati do konca. Včasih tudi niso nobenega ugovora slišali, kajti oglušili so bili od gole starosti. Prostor da
Maša. Rdeče češke rade plešejo, dajmo še mi pa še rajši. Šolo tudi rada grem, vsako leto rajši. Tu nam prostor dajte za naše mlade dame, da bo sijalo sončece na naše mlado srčece. Veš, moja stara mama zmerom pravi, če kruhik pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Naša stara mama bo spekla potico, da nesemo žegnat v cerkev za veliko noč. Ja, naša mama tudi. Nad potico pečejo, men pa noč ne rečejo. Čakaj ti, da te šiba ne dobi. Čakaj ti, da te šiba ne dobi. Nad potico pečejo, men pa noč ne rečejo. Čakaj ti, da te šiba ne dobi. Čakaj ti, da te šiba ne dobi. Prosim člane upravnega odbora društva in vse častne goste, da slovesno odgrnejo zastavo in s tem obrnejo nov 9. list rastoče knjige.
Hvala vsem obiskovalcem, govorcem, nastopajočim, predvsem pa ljubiteljem knjig, branja in prijateljem deklice z rastočo knjigo. Čim večkrat ji delajte družbo, če že ne tu v parku, pa doma ali kjerkoli, s knjigo v roki. Lep pozdrav in nasvidenje prihodnje leto. V okviru današnjega dogodka pa bomo v parku Rastoče knjige v znak prijateljstva med državama Slovenijo in Azerbajdžanom razkrili spomenik slavnemu azerbajdžanskemu poetu Ganđaviju. K besedi vabim podžupana Mestne občine Ljubljana, gospoda Aleša Čerina. Lepi dan vsem, posebej zahvala in čestitka osnovni šoli Stična za sicer dolg, ampak zelo čudovit program in pa posebej pozdrav delegaciji Azerbajdžana in prijateljskega Bakuja. Добрый день. Особую благодарность выражаю коллективу из начальной школы Стичных за очень интересную, немного долгую программу, но очень интересную. И от души приветствую делегацию Республики Азербайджана из города Баку. Ljubljana je svetovna prestolnica knjige. Ljubljana je vpisana v UNESCO seznam literature in nenavadno bi bilo, če ne bi tako skrbno skrbela za tale park in za našo rastočo knjigo. Город Любляна является мировой столицей книги. Имя Любляна вписано в международный список, книжный список, и входит в него. И входит в список ЮНЕСКО. И совершенно не вызывает удивления, что Любляна, как город, так заботливо и бережно относится всему к тому, что относится к книге, а именно к этому проекту. Ta deklica za točo knjigo nam daje inspiracijo, da stalno rastemo. Ko bomo mi nehali rasti, nas mesto Ljubljana ne bo več potrebovalo. Эта растущая девочка дает нам мысль о том, что мы должны непрерывно расти. Когда перестанем расти, тогда город Любляна перестанет в нас нуждаться. 9. obroč Rastoče knjige je obenem tudi dogodek, ko lahko odpremo, svečano odkrijemo spomenik slovitemu azerbajdžanskemu poetu in mislecu Ganđaviju. Ta spomenik je nastal, je darilo mesta Bakuja in je nastal na podlagi sporazuma o prijateljstvu med Bakujem in Ljubljano, ki je bil podpisan pred 3 leti. 9. обруч растущей девочки означает одновременно для нас возможность открыть памятник великому азербайджанскому поэту Ganđavi, который нам этот памятник подарил нам город Баку и Республика Азербайджан на основании соглашения, достигнутого 3 года назад и подписанного в городе Баку. Hvala lepa, sedaj vas pa v imenu Ljubljane prijazno vabim k odkritju spomenika. Спасибо за внимание, и от имени города Любляны приглашаю вас торжественно открыть этот памятник. Spoštovani prebivalci Slovenije in prebivalke in spoštovani Slovenci in Slovenke. Azərbaycanın dahi şairi və yazıcısı Nizami Gəncəvinin vətəni olan Gəncə şəhərindən və Gəncədə yaşayan yarım milyon Gəncələr adına sizə salam. В имену места Ganđavi, ki našteva 500 000 prebivalcev, lepo pozdravljam mesto Ljubljana.
Ben ilk önce hem Slovenya devletine, parlamentine ve Ljubljana şehrinin medyasına öz şəxsi təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu gözəl parkda dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə belə yer ayırıblar və bugün burada onun heykəli uzaldırıb açılışında bir iştirak edirik. Рад бы се захвалил Республике Словении, парламенту Словении, месту жупану и мэрии места Любляна за то, да са доделили тако лепи край за установител тега споменика у чест нашего великого песника. Nizami'nin əsərləri bugün dünyanın 20 ölkəsində muzeydə saxlanılır. O cümlədən Londonda, Dresden'də, Strasbourg'da, Viyana'da, Tokyo'da, Mısır'da, Sankt-Peterburg'da vesaire. Дело Низами Ганджави, каких он устворил, имаю вечку 20 лет, 20 престольниц света. И med тем штивилом и Лондон, Dresden, in Tokyo. Və eyni zamanda onun heykəli bu günlərim Sankt-Peterburg'da, Roma'da, Pekində, Təbrizdə və s. bir neçə ölkədə, bugün isə Sloveniyanın paytaxtı Ljubljanada açılır. Bu bizi çox sevindirir. Bir sözlə Nizami doğrudan da özünün dünyavi bir şair olduğunu bütün dünyaya sübut edir. Тут споменики в него часть соприсутны в Риму, Пекину, Санкт-Петербургу, Риму, sem rekla, Romi. Ja, in zdaj, danes odpiramo tudi, to sem rekla, tudi spomenik v mestu Ljubljana. Və hesab edirəm ki, bugün Nizaminin burada heykəlin açılması Azərbaycan və Sloveniya xalqları arasında və dövlətlər arasında ən yaxşı dostluğun nümunəsi olacaqdır. Меним да je odprtje tega spomenika bo najboljši, najvzorčnejši primer dobrega, odličnega sodelovanja med našima državama. Diqqətinizə görə sağ olun. Спасибо за внимание. Thank you so much. Hvala za pozornost. Gospod Artur Abdinov je zelo pripomogel k temu, da je tako uspešno odprt spomenik velikому pesniku in zdaj bo imel nekaj besed. Да, добрый день. Я горд, что я азербайджанец, и что мне позволили в таком проекте участвовать. Я благодарю главу государства Азербайджана, посла Азербайджана в Австрии, что они дали мне возможности в этом проекте участвовать. И призываю тех азербайджанцев, которые живут вдали от нашей родины, участвовать в таких же проектах в других столицах Европы и мира. Спасибо вам большое. И благодарю мэра города Гянджи, Илмар Меллим. Спасибо вам большое, что вы приехали. Мне очень приятно, что... Часто приедем. Да, спасибо большое. Jaz imam veliko čast, da sem udeleženec tega projekta. Počaščen sem, da so me dovolili biti udeleženim v tem projektu. In imel sem čast tudi od gospoda predsednika Republike Azerbajdžana, da mi je dovolil biti udeleženec, pa tudi od veleposlanika Republike Azerbajdžan v Avstriji sem dobil dovoljenje in zame to zelo velika čast in seveda zadovoljstvo. Tudi bi se rad zahvalil gospodu županu mesta Genži, ki je tudi meni zelo pomagal oziroma odobril moje sodelovanje. Pozivam vse zamejne Azerbajdžance, ki se nahajajo daleč od domovine, da bi čim bolj prispevali k širitvi naše kulture in k prijateljstvu in združevanju vseh narodov.
Xatirə çəkilir. Ey əziz anam, Azərbaycan. Sənə bağlıyam, Azərbaycan. Ömrümün mənasısan, kardeşlik dünyasısan, anamın anasısan, Azerbaycan. Kalbime gel kulak as, ömrüm senin bahar yaz. Kanadındır küraras Azerbaycan. Спасибо большое. Спасибо братьям Словении, всю руководству, жителям этого прекрасного города. Дай Бог, накануне таких праздников, 20-летия между Словенией и Азербайджаном, великому азербайджанскому философу Низами Генджави и накануне нашего праздника, День Азербайджанской Республики. С праздником, дорогие друзья! Дай Бог вам здоровья, мир и добра. Спасибо. Poglejte, vsako sodelovanje med obema državama je zelo pomembno in zelo dobro. Vedno pa z takim dogodkom lahko še izboljšamo te stvari in verjamem, da je to eden od pomembnih dogodkov, ki bojo izboljšali in še popravili sodelovanje in povečali naše sodelovanje obeh držav. Mislim, da sta prav kultura, znanost, umetnost, šport in vse ostale stvari pomembni dejavniki, ki dajejo poseben doprinos tako na gospodarskem kot na političnem sodelovanju. In mislim, da je to eden od takih projektov. Kajti kultura je tista, ki daje spoštovanje drug drugemu, kultura je tista, ki daje razumevanje drug drugega in bolje kot se razumemo, boljše lahko sodelujemo med sabo.
In seveda kot predsednik Državnega sveta drugega doma slovenskega parlamenta sam osebno pokrivam prav področje kulture in športa. Zato verjamem v te besede in lahko rečem, da tudi imajo velik pomen in velike rezultate. Sam osebno vem, da je Državni svet na obisku, ko je bil v Bakuju, v Azerbajdžanu, da smo mi poskrbeli v Državnem svetu, da je bila izdana na Pošti Slovenije posebna znamka v spomin Mihajlovu. To lahko zatrdim. Vem tudi, da se oblasti v mestni občini Ljubljana in pa tudi v Azerbajdžanu dogovarjajo o postavitvi tega spomenika. Kako daleč so te pogovori, sam trenutno ne vem. Vsekakor pa bo to še en dodaten projekt, ki bo omogočal dobro sodelovanje. Pomembno se mi tudi zdi, da je danes bil tukaj župan mesta Ganđavi, kajti umetnik, ki je danes tukaj, je prav iz tega mesta. In to daje še dodaten smisel, dodaten impuls k sodelovanju med tako na državnem kot na lokalnem nivoju in to daje tisti dodaten moto, kot ga tudi župan mesta Ganđavi lahko da na tem obisku tukaj v Sloveniji. Verjamem, da bo prav obisk župana iz Ganđavi dal dodatni impuls, da se bojo tudi druga mesta v Sloveniji in lokalna samouprava oziroma lokalna skupnost aktivno vključile v sodelovanje s tem velikim mestom v Azerbajdžanu. Bugün Sloveniyanın paytaxtı Ljubljana şəhərində tarixli bir hadisə baş verdi. Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin abidəsi burada şəhərin ən mərkəzi parkında ucaldıldı. Doğrudan da bu bütün Azərbaycanlılar üçün bir qürur mənbəyidir. Avropa İttifaqının üzvü olan Sloveniyanın paytaxtı Ljubljanada şəhərin mərkəzi parkında Nizami Gəncəvinin abidəsinin uzaldılması doğrudan da qürur verici bir məqamdır. Sözsüz ki, Nizaminin abidəsi bugün Pekində, Romada, Sankt-Peterburgda, Təbrizdə, bugün burada açıq olması, bu hamısı, bütün bunlar ölkə rəhbəri möhtərəm cənab prezidentin apardığı məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir. Bu da öz bəhrəsini verir, mədəni əlaqələr qurulur. Sözsüz ki, burada qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin birinci xanımı, Hederli Fondunun prezidenti, çox hörmətli Mehriban xanımın bu sahədə mədəniyyətimizin hamisi kimi apardığı dünyəvi bir siyasət, nəinki Azərbaycanda bütün dünyada öz bəhrəsini verir. Bugün bu canlı bir sübutdur, biz də bunu şahidlik edirik.